pogovor o, po mojem osebnem mnenju, najpomembnejše institucije, kar je imamo na Slovenskem, ki bo kmalu praznovala 50 let. Še bolj sem pa vesel, da lahko predstavimo delo naših dveh kolegov, etnologov, ki sta pravzaprav v tem mediju potem izkoristila vse velike prednosti, ki prinaša radijski medij, recimo Radio Študent, in pa znanje, ki ga na nek način akumuliramo oziroma akumulirajo študentov v študiju etnologije in kulturne antropologije. Poleg Marka Dolesa in pa Andraža Magajne oziroma Želca, kot ga poznamo iz radijskih valov, imamo še dva gosta. Najprej je tukaj Dušan Rogel, eden od, kako ne rečem temu, pionirjev še v 70-ih letih dela na Radio Študent in pa sedanji direktor Radio Študent Tomaž Zanjuk, ki uradno seveda predstavlja institucijo, ki se imenuje tudi Zavod Radio Študent, torej direktor Zavoda Radio Študent. Zdaj, jaz moram reči, da tele pogovore vedno vodimo na čim bolj spontan način, tudi pripravljenih vnaprejšnjih vprašanj. Občinstvo prosim, da vskoči v pogovor, če bo potrebno. Jaz bi čisto na začetku, prosim, ne vem, kdo od vaju bo tudi prvo predstavitev zadeve, ki se imenuje kako? Teta mi pomagate, MTLRŠ. Ja, tam je pisalo na dogodki na Facebooku, je pisalo tehnološki, sam po moje, jaz sem zapisal tehnični, zdaj mogoče. Bi se lahko kultera... Muzeološko-tehnični laboratorij. Bi se lahko kultera razglavljalo, mogoče je boš tehnični, tehnološko mi zveni preveč, kar samo en postopek, nečesa. Tehnika je mogoče širši pojem. Skratka, izhodišče seveda tega moje zamisli, da se o tem pogovorimo danes, je po eni strani tvoj magisterij, pri katerem je deloma sodeloval seveda tudi Andraž, predvsej radijskega dela, ampak ni pa edini. Meni, moram reči, je bilo zelo pomembno vsaj občasno spremljati tudi vajno delo v etru, ki se je bilo najbolj izzivalno v celoti. Zdaj mogoče magisterij je samo nek pregled najnega dela, na nek način, skozi katerega sem jaz hotel to idejo, ker zmeraj povem, da mi je pač prišlo, slučajno se je tako poklopilo, da sem jaz imel magisterij iz muzeologije in pol, ker me je pa radio najbolj zanimal, sem pa rekel, no pa dajmo malo v muzeja, študent razmišljati in pol. Zdaj, to je bilo čisto taka, ja, ma niti čisto slučajna ideja, konc koncu, ki se je pol skozi enih par takih čudnih momentov v etru, kamor sem, naprimer, enkrat se je čisto slučajno zgodilo, da je en poklical iz Amerike, ko smo imeli nočni program, čez Koželjem, Nikolajem, ja, Koželje smo imeli nočni program in je klical en star tehnik Furlan. In pa je on kar začel razlagati vse, jaz sem bil kar naenkrat tam eno uro ful enih spominov od enega človeka in se mi je zdelo zanimivo. In potem sva provala z Andražem, že ko sem diplomo delal, se je ful mudil v teren in sva imela teren v eter. Potem so pa te stvari ratale zmerno bolj kompleksne, no lahko ti malo razložiš naprej, ko se je kupal. Za samo delo. V bistvu so pač, zdaj, če se čisto malo izrazim po antropološko, vzela pač Radio Študent kot predmet raziskave neznanjem, ki so ga absolvirali, v okviru študija to začela raziskovati. Kot je rekel Doles, se je začel pač tako, pa smo pa naprej to nekako probali razvijati in čim več segmentov vključiti pač noter. Kaj se seveda najprej sva z raznimi ljudmi srečavali, pa so začeli še arhivsko gradivo malo vedeti, zvočne posnetke dobivati, razne dokumente in pol na osnovi tega se vedno zbereva nek fokus, recimo, in pol to s to neko metodo, ki razvijava, probava osvetliti s čim več iz
sodnih potov in dati neko splošno sliko časa. Je pa to res kompleksna tema, nekaj veliko stvari noter zaobjema in se je vedno treba fokusirati na nek določen kos tega. Ker celoto, Radio Študent kot celoto je res, bi bilo težko ga res segmentirati in raziskovati. Že sam skozi to arhivsko čist pismo gradivo, kar smo ga, naprimer, nekaj smo ga sama tudi spravljali in skupaj z radici v arhiv, plus da je tam že bilo, koliko je škatelj? 400. Škatelj rodne. Tako da že skozi to, en pregled skozi to je že cela znanost, že skoraj samo. Skratka, v celem tem paketu različnih reči, mogoče bi bilo to čas vmes malo pripraviti v tole predstavitev, ne? Bi jaz predal še besedo našima drugima gostoma. Najprej bi Dušana vprašal o tem, ker pri delu Andraža in Marka se je zgodilo to, da na nek način se je odlično poklopila cela zgodovina in pa izkušnje medija na medijsko zanimivo ustvarjalen način. Ne? Vi ste bili pa v tem času, kolikor jaz razumem, sodelavec Radio Študent, ko se je najbolj ustvarjalno bilo potrebno spopasti pravzaprav z samim načinom delovanja, ne, dela pri vzpostavitvi radija tam v 70-ih letih. Ne. Ja. Kako je bilo to videti? Jaz sem bil na Radio Študent dolgo in predolgo, ker sem bil na nek način privilegiran v eni meščanski družini, ki je emigrirala. To je ena hecna zgodba, ker ni ne iz političnih, ne iz ekonomskih razlogov. Tako da se mi ni mudilo, ker so mi starši pustili stanovanje, se mi ni mudilo v kakšno službo. Zato pravim, da sem bil predolgo na Radio Študent. Moja teza je, da če lahko navežem na to definicijo, da ni podobe o celoti Radio Študent. Moja teza je, da pravzaprav obstajajo podobe, ki so vezane na dve generaciji. Radio Študent, na tisto, ki je trenutno v sedlu in tisto, ki se uči, prihaja, ki jo bo zamenjala, ko bo ta šla. Se pravi, imamo, če je generacija nekje, ne vem, če se boste znanstveniki strinjali 3 do 5 let, menjava generacij. To je 15, ja. 15 je v znanstveni literaturi. 15. No, jaz sem opazil, da na Radio Študent 3 do 5 let. To pomeni, da sem jaz s svojimi bruto 8 leti na Radio Študent nekako dal 2 generacije skozi, kar je veliko in preveč. Z Radio Študent sem se spokal pravzaprav zaradi tistih osebnih, eksistencialnih razlogov, ki se mi reče kruh, bencin, družina in potreba, da se stabiliziraš, da se žena in otrok počutita varno. Da te ne gledali čudno, kaj delaš po 8 letih na Radio Študent. To obdobje je bilo na nek način fenomen, ker so se stvari izjemno hitro razvijale, obračale, ker je bilo na začetku ta vzgib študentskih nemirov, revolucije, pretresanja vseh mogočih struktur, vrednot, 68, 69, potem zamudo
zasedba filozofske fakultete, pa ta obrat po Kavčiču in nova svinčena leta. Vse to je šel Radio Študent in se vendarle v zvezi s temi dogajanji in mimo njih konsolidiral. Začela se je zadeva zelo preprosto z 2-3 urami programa, ki so se potem širile, sporedno oblikovale redakcije. Jaz ne bi rad preveč zašel. Znam, da sem v zadnjih 2 dni razmišljal, pa tudi nekaj beležil stvari, ampak da se ne bomo zgubili in glede na to, da na nek način vodite zadevo. Ne predajate. Sem že pozabil izhodiščno vprašanje. Ja. V bistvu mene fascinira. Poskusen program čez poletje, jesen je zadeva zalaupala, jeseni 69 sem prišel z mislijo o ciklu oddaj, o skupini Pink Floyd v primerjavi z glasbeno formo, ki sem ji rekel takrat pop forma nepopularne glasbe. Potem sem pa tam ostal, tudi študij zanemaril zaradi tega, da potegnil. Potem je moj profesor, dokler ni profesor Pirjevc, zato tudi nisem diplomiral. Javno priznam, ampak čas sem pa izkoristil za mnoge številne zanimive stvari in počutim se kar počaščenega, da sem bil priča tem obdobju. Najbolj fascinantno pri zgodnem nastanku Radia Študent je, da je praktično v izhodišču že postavil tisto držo, ki jo drži še na nek način danes. To je, ne bomo pretirano posegali v tako imenovan mainstream, da ste pri glasbi zelo jasno pokazali, da na eni strani pop, na drugi strani imamo pa ene sodobne težnje, ki so bile v letu 69, če se ne motim, je to čas, ko je šla Amagama, kot en od najpomembnejših albumov, Pink Floyd v tistem prelomnem obdobju njihovega delovanja. Tomaž, tebe bi vprašal pa za eno stvar. Mene recimo je vedno znova me preseneti število sodelavcev, ki jih ima Radio Študent. Imaš mogoče tako, da iz rokava streseš, koliko je trenutno sodelavcev, koliko redakcij je, kako poteka to delo? Jaz moram reči, da je to nekaj fenomenalnega. Trenutno je Radio Študent gotovo na rekordnih številkah, tako po številu programa, ki ga vlastne produkcije ustvarja, kot po samem številu sodelavcev, ki ustvarjajo ta program. Nekje okvirno je to okoli 250, ta cifra, da je nekih mesečnih v povprečju izplačil. Tukaj govorimo o študentih, avtorjih, samozaposlenih v kulturi, v zadnjem času, glede na neugodno davčno zakonodajo, pa tudi različnih društvih, zadrugah, devojih, različne kombinacije. Ampak nekako ocenjujemo, da gre za povprečje nekje 250, pa zdaj čisto suvereno. Skratko, meni se zdi to prav neverjetno, da imamo eno tako široko bazo sodelavcev, nekateri so stalno, imamo tako imenovane vajence, ki se uvajajo v program, eno jedro programa. Koliko je pa redakcij? Tega pa nikoli ne vem na pamet. V zadnjih recimo 10 letih so bile v bistvu dve bistvene, recimo strukturno-sistemske, programske spremembe v samem delovanju Radia Študent. Prva je gotovo uvedba jutranjega programa in dodatne 4 ure vlastne avtorske produkcije jutranjega programa, s čimer pridemo v povprečju na 17 ur in pol na dan. Druga je pogotovo vzpostavitev najmlajše, to je znanstvene redakcije. S tem zdaj ob
tradicionalnih redakcijah, tudi z nekoliko arhaičnimi imeni, kot so aktualna politična redakcija za informativni program, redakcija za kulturo in humanistične vede za kulturni program, pač glasbena redakcija in potem tudi neka najmanjša univerzitetna redakcija. Jaz zdaj ta primat najmlajšosti, pa nikakor tudi ne najmanj številčnosti, ker je po številu že večja od same univerzitetne redakcije prevzela znanstvena redakcija, ki je pa nek poskus Radio Študent, da na nek način spostavi in dialog z samimi študenti, bolj tako imenovanih nekih tehnoloških ali pa naravoslovnih ved, po drugi strani pa da tudi širšemu poslušalcu na nek poljudno-znanstven način vseeno približa znanstvene dosežke in takoče dogajanje v znanosti. Skratka, to malo čudaško vprašanje za začetek pogovora sem postavil preprosto zato, da se ve, da gre tukaj za eno organizacijo, ki je zelo velika, zelo obsežna organizacija. Predstavljati si moramo vendarle to, da večina komercialnih radijskih medijev temelji skoraj da na solo produkciji. To pomeni, da je ista oseba, napovedovalec, izbira glasbo, montira določene posnetke, ki so naprej pripravljeni, dela se vse na računalniku in ravno tako se pohvalijo potem 24-urnim programom na dan, in se imajo za nekaj istega. Skratka, tukaj ne moramo primerjati. Zdaj še to bolj pomeni dejstvo, da je Radio Študent kolektivno voden medij. Zdaj je jaz sem bil tudi 2 mandata odgovorni urednik, od 7 zjutraj pa do polnoči je program toliko, da ga en človek vsak dan ne more poslušati. In ga ne more spremljati, kot je mogoče lahko včasih, ko je bil program 3 ali pa 4 ure. Pa zato 8, tam delovnik. Takrat smo te 3 do 4 ure zelo koncentrirali spremljali. To je bolj pomembno širša uredniška vloga, da je to kolektivno telo, v kateri vsak vzame odgovornost za posamezne segmente programa, ki ga pokriva v okviru svoje redakcije. No, meni se zdi to nek fenomen, to je skoraj da svetovni čudež, unikum, ki pa izhaja tudi iz enih izkušenj preteklosti, ki so se navezovali na tako imenovane veliki radio. Skratka, izvajanega raziskovanja preteklosti in razvoja radijskega medija se je zelo jasno pokazalo, da je en velik del tehnične pomoči, predvsem tehnične, deloma pa tudi organizacijska vendarle izhajal iz takratnega Radija Ljubljana, oziroma nacionalne radijske postaje, nikakor pa ne kot kopija. Meni se je to zdelo najbolj zanimivo. Po eni strani je bila predvsem tehnična pomoč, po drugi strani pa ogromno samostojne iznajdljivosti. Pa me tole zanima ta vajna izkušnja. Ste bila zelo presenečena nad tem, ali je to vendarle del tako imenovanega kolektivnega spomina medija? Ja, oboje, ne. Presenečenost je tako vedno pride z nečim novim, ne. Pa vsak dan nekaj novega. Zdaj, ta sodelovanje, pa jaz ne vem, jaz je nekih prav težkih test ne bi upal postavljati, bi pa mogoče rekel Dušan govoriti, kaj več znal povedati, ampak meni se zdel ta odnos vedno, kako bi se rekel, ambivalenten, recimo, ne. Vsaj strani tega, recimo, nacionalnega radija, ne. Pač so zgodbe take in drugačne, ne. So zgodbe o tem, kako se je nek znanje prenašal, kako se je recimo spodbujal, ne vem, mislim, da je zgodba od Dušan Pravno, če sem tam od Slobodana Kalopere, ne, to je nek legendarni napovedovalec, ko je prišel, ne, jaz sem to nek slišal, ne vem, pravo. Je prišel na RTV, so mu rekel, takrat je bil nek pogovor, imaš, ne vem, srednjo šolo, ne vem, kaj končano, so mu rekel, so bil tam super glas, so rekel, kaj ti na radio, se boš tam naredil, pa priti nazaj, ne. Pa je to tako tudi bilo, recimo. Zdaj v samih kopijah, ne vem, si je marske nacionalne medije je pobiral in še danes pobira od tega, kar se dogaja na prostoru recimo Radija Študent. Je pa res, da je bilo to, ko si omenil na ene, pač neke papirje smo najdeli o tem, kako je Radio nacionalno mogel dati, ne vem, za koliko eno plačo, ne vem, 2 ali 3 na leto, pač
da so to nekako sodelovali. Danes je to, tega nekako se nismo uspeli v vsem tem času zmeniti, to bo tudi Tomaž več vedel povedati, tudi te robe tehnične, ko zgleda, da čudežno zgenejo pač z nacionalnim krati. No, ne vem, to so zdaj malo take trditve, ni da bi zdaj dal roko ogrma je. Ne vem, je hecna zgodba, meni se pa zdaj, da bi osebno, da bi lahko pač tega enostavno bilo pač več. Na koncu so to edine dve hiše pod kuhnišče, recimo, ko dela program na tak način. Se pravi, da so redakcije, da so opreme glasbene, da je lastna produkcija v tem smislu. Prav skozi tole tehniko me je zanimalo, kar do muzeja še pridamo, ne? In do preteklosti in teh stvari, ki jih v sedanjosti poskušaš urediti. Prav ta tehnična plat se mi zdi, da je bila tista, ki bo jo najprej pritegnila vse zate verjamo. Jaz vem, jaz sem štartil z tega, ker sem tudi tehnik, pa tako pa zanimalo vejati. In se že v štartu, rečemo 2009, ko sem začel rečemo, z Brankotom Šturmom, ko sem se pogovarjal, sem videl, da je bilo to res, so bili na nivoju, večinoma so bili tudi inženjeri, so študirali, mislim, elektro, ne večinoma, skoraj pravilom. Ker zdaj, na primer, smo tehniki, tudi mi, ko smo filozofsko-humanisti. Ker je tehnika tudi bližja ljudstvu, ko je bila najbrž leta v 70. Vse povezava tudi šolstva močna, no. Sigurno bila že pri samem začetku, so najbrž ti tehniki tudi tam izhajali, kukar nam je poznano, ker je precej teokrog, da za teh najstarejših tehnikov živijo še skoraj razen pravko, da še ne fazi zelo. Nič mene je zdaj dve stvari zanimati, ne vem, pa boste bilo kaj predstavljala, ker so mislim, da ste te čas pokazala to je zdaj po naročilu, ne, kar štejem, ker vidim, da ste še Vmes samo intervencija okoli tega odnosa takratnega ni bila nacionalka, ampak je bila republikan. Kako bi se rekli te? Radio Ljubljana. Ljubljana, ja. Odnos je bil zelo pokroviteljski zmeri. Dečki, ki so se kadrovali iz Šolta, pa potem v okviru same tehnične službe, Radio Študent, ki je potegnil Brane Šturm, so tudi Šturm sam bi znal povedati najrazličnejše zgodbe. Ampak recimo tehnično sodelovanje, oprema, izmahani Philipsovi studijski magnetofoni so prišli na Radio Študent, ko je začel veljati zakon o obveznem arhiviranju 8 dni vseh živih programov. Tukaj je bil Radio Študent zelo na takem terenu, da marsikaj je bilo na papirju, marsikaj še kaj je šlo pa v eter in tisto, kar je bilo po srajčkah, ni bilo okoli tisto, kar je šlo v eter. Seveda tudi namenoma, ker smo načrtno delali na vodenem programu in na kontaktih in tako dalje. Šlinge nam nikoli niso uspeli usiliti in to smo imeli za nekakšno svojo vedko zmago. Smejali smo se, kaj se je dogajalo zaradi šlinge v kontaktnih oddajah Radio Ljubljana. Šlinga je bila pač ta 10-15 sekundni zamik za to, da če bi kdo čez državo začel govoriti, bi pravočasno ustave. Pravi šlo z zamikom in ti, ki si po telefonu govoril, nisi slišal isto kot po radiju. To je prihajalo do take zmede, da so ljudje vam padali od besa. Tehnično sodelovanje, pokroviteljstvo. Preden smo dobili tisti nesrečen oddajnik na gradu, na šancah, kot frekvenca, se iz antene, ki je bila na
8. bloku čez grad ni slišal Radio Študent. Mislim, to je bilo nekih 35 vatov, ne me za besedo, nisem tehnik, prijemati nisem tehnik, ampak to je bilo eno tako darilo, da takrat smo mislili, Šturm se je vozil okoli Ljubljane, pa je beležil, kje se sliš, kje se ne sliš, zato ker je komercialna služba rabila podatke, da smo sploh oglaševalce prepričali, da so najprej prepričali, pa smo pa že zapirali vrata, tokih imel. Vsebinsko oglaševanje je može zelo na kratko. Radio Ljubljana je za tisti delež, ki ga je moral naročnine dajati lokalcem in regionalcem, zahteval storitve. Te storitve so bile informacije iz okolja, ki ga je lokalc oziroma regionalc pokrival. In to je šlo potem prek uredništva za dopisništvo, v poročila in druge informativne oddaje. Oni so, lokalci in regionalci, so morali odslužiti ta delež. Je pa to vse zelo skrito, pa to je šlo po nekih računovodskih zadevah. Ker nekako se to sodelovanje z Radijem Študent bodi si ni vzpostavilo, čeprav univerza bi bila še kako zanimiva, z zgodnega kvota študentov za Radio Ljubljana takratni, ali pa se je to ponesrečilo, ali pa so bile stvari malo zelo po študentsko takrat, se je dogovorilo za eno oddajo, ki se je imenovala 3000 sekund Radio Študent. Ki je bila pa v bistvu oddaja, kakršna je študent svojo muziko, svojim pristopom, svojo ležernostjo, svojo na meji anarhizma in vsega drugega, kar je sestavljalo naš slog takrat delo. Oni so jo pa zavrteli potem, ali pa niso. Ampak na ta način smo takrat nekako odslužili ta delež, ki je šel za funkcioniranje Radia Študent iz naročnine, ki jo je RTV pobiral. Skratka, ta oglaševalska služba je obstavila na Radiu Študent praktično od samega začetka že, če jaz prav razumem. Prvih zaposlitev je bila, mislim, da vodja marketinga se je imenovala še pod Šlandrom. Govorimo o zgodnjih 70-ih, ne? Zgodnjih 70-ih. Ker prej, ko si predstavljal zdajšnji organigram, tako koč radija si tako ti, kot tudi jaz, pozabil na službo za marketing. V bistvu na vse službe. Na vse službe. Živeli razširiti na področje službe. Če je nekaj programa, prej da vidite, da imamo ključno neprogramsko službo, ki je ekonomsko-propagandna služba EPS, oziroma marketing. Imamo zdaj še lastno IT službo, pa nekako tudi lastno video, RTVŠ sekcijo, ki nekako sodi tehnične službe, seveda tonsko-tehnične službe, pa službe za napovedovanje. Zdaj, Radio Študent je vedno slovel po tej domiselnosti, v programskem smislu, pa tudi v izvedbeno-tehničnem. Jaz recimo moram reči, da si bil strašno navdušen nad tisto zadevo, ki je zdaj ni več sicer v samem programu, ko sem jo doživel tudi v živo. To je risanka Radio Študent. To je bila oddaja, pri kateri so nastopali pravzaprav različni akterji, ampak v bistvu je bilo pa to, da je končni produkt oddaje risba, kar je v popolnem nasprotju seveda z logiko radijskega medija, stari nekaj, kar je vizualnega. To se mi je zdaj tako neverjetni preboj in izvedba na terenu, v živo, za občinstvo samo da povem, govorimo o oddaji, ki je nastala na Filozofski fakulteti,
kakšnih 7-8 let nazaj, mislim, da je bilo, in je potekalo v živo tudi po radijskem metru, petek dopoldne, mislim, da je bil termin za to oddajo. In tam sem videl, da prav dobesedno v živo, na kakšen neverjetno profesionalen in domiseln način so pravzaprav izvajali oddajo, ki je bila po mojem mnenju svetovni unikum. Govorim samo za ta konkretni primer, ki sem ga sam tudi doživel, ampak recimo Mutenskalo v poznih 70-ih letih je bila druga takšna reč, ki je pač druge sploh ni mogla nastati. In da ne govorimo o podpori celotnim glasbenim gibanjem v zadnjih 30 letih ali pa še celo 40 letih v Sloveniji. Ta vidik popolne oziroma po eni strani svobode, prav vesel sem, da sem slišal, da že v 70 letih ta ožja programska, tako rekoč ekipa, ki je proizvajala program, delovala na meji anarhizma. Andraž je v svoji diplomski nalogi tudi se dotaknil te tematike v drugem mediju. Je vendarle nekaj, kar še vedno obstaja. Torej ne tistega, ko rečemo, gremo vse razsud, ampak misliti in delati na tiste meji, na meji možnega. Pa me zanima ta povezava med preteklosti in sedanjosti, ker se mi zdi pa, da je v vajnem delu, programskem in pa, kako že imenujete to zadeva, radijska etnografija, če me spomni navada. Nisem šel še enkrat prevedati, zdaj vse terminal v glavi, ampak radijska etnografija se mi zdi ravno izjemno inovativno pristop. Zdaj govorim pa seveda kot etnolog po tej temi. Da so mogoče tudi s časom bolj od začetka sva res podelala prav tako radijsko podobno, tako risanko, kar kličeš neke ljudi, pa jih spodbuješ, dejte, povejte neki. S časom pa sva malo vseeno šla v malo drugo smer, naprimer, če tam pogledali tudi oddaje, najprej sva delala rekonstrukcijo programa iz leta 9, prvega oddajanja radija. Pa smo šla pa bolj tudi na segmente, ko je vam rekel, da smo se delili, smo naprimer oddelovali to oddajo Zvok sveta in zvočne raziskave, ko so delali Duša, Rogel, pa Vorturel, pa Slovo. No, v tej sem hotel še pozneje nekaj vprašati, ampak okej. Tako smo šli v ta način, pa zmeram bolj na konci že radijska biografija, bolj je bilo že, pol na konci ni bilo več tak živih programov, toliko smo že pol prej, res dosti prej pripravili, pa pol montaža oddaje, kokrene zvočne biografije, zvočne knjige. To je mogoče tudi tam. Jaz sem pozmeram bolj za vizualca, pa tudi za zvok, no to vem, da sem pozmeram ful rad snemu stvari, to počnem še zdaj izgled. Ampak dajte vseeno malo povedati, kaj vidva delate v okviru radijske etnografije, kaj ta zadeva je, pa kakšne perspektive vidite prav za nas, za etnologijo. Kot sem prej že omenil, pač s to antropološko metodo. Rezultat najnega dela je zvočna monografija. Se pravi, če smo mi vajeni v nekem klasičnem etnografskem kako bi rekel, ali pa tej branži, proizvesti, se pravi, knjigo, tiskano gradivo. So se mi odločili, da bomo šla kontra tej fetišizaciji zapisanega, na čemer v bistvu konc konca tudi temelji znanstveni naš aparat in bomo proizvedla se pravi zvočno monografijo, ki vsebuje v bistvu v tem, kakor je on rekel, demontaži in to je pač se skriva, da tako rečem, ta neka sinteza in to in smatralo, da je zvočno delo v tem smislu enakovredno knjigi, se pravi, zdaj ti, če poslušaš, da bom kratko malo nabil jajce, če bereš tvojo knjigo Trate, recimo, tako ni zdaj neko lagano branje, je pač tisto zajebana variantica, moraš se vzeti čas, upombe, pa v cadi neko gled, in to pač terja čas, terja vračanje, terja ukvarjanje s tekstom,
Tle pa pač terje ukvarjanje s tem, da ti poslušaš, kaj se ljudje povedali. In v tem smislu nekako pač se nam zdi, da je radio pač tak medij, ki mu to pritiče. In mislim, da bomo na tem ustrajali, čeprav to ne gre v ta koncept znanstvenega, recimo, vrednotenja. No, kategorija na RDS-ju zagotovo ni. V tem smislu. Sem se pritožila že za vnuk, če bi prijavljala. Ne, niti za vse neke biografije, kot je vrednotenja, imaš tudi dokumentarna radijska oddaja, recimo, to obstaja, ne? Ampak ni pa kot monografija točna, ne? Pa vsi lahko bi bila, zakaj ne, smatram osebno, da vsekakor, ne? Kukor je recimo, kot bi recimo tako zdaj, če dam tako malo slabo analogijo, pa vendar ne, lahko tudi knjigo primerjaš z albumom, ne? Pač album muzike, govorim, band, pa pač 15 komadov, pač in zdaj ti lahko vsak poglavje bereš, lahko poslušaš vsako pesem, ne? Lahko poslušaš tekst, poslušaš kompozicijo, poslušaš za ne vem, kaj se bez zanima, ne? No, in v tem smislu pač nekako z otvarjanjem, pred sporočevanjem pač radija, je to nekako pač ta radijska ikonografija v tem smislu, da je od zadnje to dolgotrajno opazovanje za deležbo, kot se reče v antropologiji, pač in kot smo omenili, je rezultat zvočna monografija, v tem primeru Satana Panonskega, pač zvočna biografija, ki je bilo pač delo o konkretno enem človeku, o njegovem življenju in delu. Zdaj, ta je zadnji in sedanji tovrstni projekt, nekaj, jaz vem. Zdaj bomo šli pa na materialno. Ker zdaj imamo v planu to eno mizo, ki gor že propada na podstrešju. To me je ful zanimalo, ja. Tomaža bom vprašal, kakšen status ima ta stara mešalna miza na Radiu Študent kot enega fetiškega starega objekta, ki se ga ni mogoče znebiti, ali kot enega orodja, ki bo povezoval preteklost z prihodnostjo? Je rekel, da ta status zdaj nazaj pridobiva. Da pa je kot Mars kaj bolj obselitvi Radia Študent iz kleti 8. bloka Šelenskega naselja v Rožni dolini v 6. in 7. nadstropju 14. končajo na podstrešju. Da je tam, praktično se je odkrilo šele s tem, kar ste se... Vsi so govorili, da je gor, sami sploh nismo videli, pol nekaj je bila tam čisto res založen nazad. Mislim, da je Željko odkril zih nazad. On mi je pol poročil, ker sem že bil v strahu, da je zginila. Sem bil že en cajt. Pa žal ne, ker ni v primernih prostorih, ker je to podstrešje, ki ni niti vremensko izolirano. Popolnoma in vodi se tako. Tako da se bomo zdaj pač v prvi vrsti prizadevali, da najdemo nek prostor, kako bi ta miza lahko bila bolj varno spravljena, pripravljena za neko rekonstrukcijo. No, rekonstrukcija, zdaj govorimo zgolj o tehnični rekonstrukciji, če jaz prav razumem. Že prvi projekt, ki ste ga vidva izvedla, je bil, se mi zdi, prebojen, po mojem mnenju, ki že pravzaprav pove, kaj naj bi bil muzej v tem radijskem smislu. To je bila rekonstrukcija prve oddaje iz leta 1969. Predvidevam, da ste se takrat srečali prvič ustvarjalno. Pa bi mogoče vsi trije malo podali te izkušnje, kako je rekonstrukcija začetka programa sploh lahko nastala. Prva zvočna monografija, ne? Jaz se zdaj ne vem, moram reči, da se točno ne spomnim, kako smo prišli na to idejo, ima bil spet ta neka malo pragmatična stroj, sem dan po te variante, 45 let in nekaj mi, da so se takrat že, da rečem, tako spogledovala, ne, z arhivskim gradivom in potem smo tam videli to, kaj bi lahko in potem smo videli, da ima to, ne, in potem je bilo seveda najprej treba dobiti ljudi, ne, in potem tukaj mi bilo vedno probajte en, no ne, da bi zdaj nekaj se to skupaj. Ma en korak naprej od tega,
te neke mitologije od radija, ki se ustvarja, recimo, če povem konkretno, od začetku je bil Lukaš Kubernet edini lik, ko je govoril o tem, kaj je bilo na začetku na radiju, kada je on bil tam edini. Pač so želela tudi še koga drugega dobiti in pol sva dosti hitro naletela na Dušana. Pa smo pač začeli se malo družiti, malo meniti, malo še druge ljudi so probala najdeti, no pač te prve sodelavce in tam se je tudi recimo tle bilo meni to zelo zanimivo, da se je nekako pokazala pa nekaj, da je bil radio študent maja 69, nekaj popolnoma druge, kar je bil radio študent oktobra leta 69. To v bistvu se, koliko sem jaz razumela, koliko si razlagamo od oktobra 69, ko je prišla ta ekipa, kjer je bil Dušan se jaz prve roke znal več povedati, ti si bil v bistvu nek tak preboj, no pač da je bilo nekaj. Jaz sem celo tako, če malo ironiziram, je bilo vse skupaj, tako da je šel že takrat odstopil od projekta radija. Po začetka je bil na nek način ustanovljen študentsko organizacijo in preko in univerzo. In zanimivo je tudi to, da v arhivu univerze ne obstaja nič o Radio Študent. Pa dela še moja sestrična, no, tako da najbrž ne skriva dokumentov pred mano. No, se ta situacija je bilo zelo nekaj. Za bolj igrišče, ko je tudi takrat zraven, pa najdeš vse papirje, vse račune, vse je noter še zdaj v arhivi, tle na univerzi. Od študenta neč, zato ker se mi zdi, da se tudi malo univerza tudi kar hoče znebiti tega radija. Takrat so bile tudi drugačne in mogoče te stvari radio je spadal tudi v del šolskega, tega kurikuluma in tako. Tudi se tudi na Hrvaškem vidi Radio Študent Zagrebški, naprimer Trita, zvezan z univerzo. Zdaj smo bili na eni konferenci v srečanje študentskih radijev v Dubrovniku in tudi na Dubrovniški se učilišču imajo rečemo radio, ko oddaja frekvenco prav iz univerze. Ja, to se predvsem mlajši. Dušan, kako je bilo v tistem 69. pa tale rekonstrukcija oddajanja programa, kako je mogoče to vzdušiti? Jaz imam težave, da bi rad preveč preširoko povedal. Tlele je pa stvari, ki jih kolega vesta in poznata, ker je v bistvu Radio Študent na tist rekonstruiran dan pravzaprav se izkazal kot nekaj zelo konzervativnega, nekaj zelo dolgočasnega, nekaj zelo vzorčastega, nekaj, kar je posladkanga, zoprega, odbijajočega, ker so poskušali nekaj kopirati. Pa ona zgodba, ki je gospa Špikarca prišla, pa se je golob na glavo, pa se je ta fenomenalna zgodba. Točno golob je vedel, da na tak program se mora posveti. In pa je njen fanta, kaj je bil partner, kasnejši mož odšedel in ona je vendarle prišla napovedovati na Radio Študent z urejeno frizuro. To se je potem vse začelo lomiti. To se je izsmejavalo, če se smije tako reči. In to je res vredno poslušati. To je tako bilo kot po željah, samo brez tistega aviza iz obdobja radija programa. A pol smo zadeli konstrukcijo tega. Upse. Približno. Ta pristop, ta prijem je res na en stran radikalen, revolucionaren, verjetno tudi znotraj etnografije, nekaj popolnoma novega, čeprav se ga da pojasniti, ker je sintetičen, ker na en stran je temelji, v bistvu,
kako sestavlja to svojo resnico. Na en stran iz faktografije, ki jo pobere iz arhivov. Jaz nisem imel pojma, da so vse te stvari v arhivih. In ko sem videl svojo oddajo iz leta 1969, sem jo bral kot, sem pač drug človek in kolikrat sem se že obnovil med tem. To je bilo v arhivu. To pomeni, da mora biti vse v arhivu. Da se moramo tudi danes zavedati, kaj počnemo, ker bomo za svoje zanamce v arhivu. Mogoče malo drugačno, ampak na papirjih smo videli vse oddaje, napovedi in iz tega se je dalo grunt sestaviti. Po urah, po minutah, po segmentih, po oddajah. Po drugi strani pa to dopolnjevala, so pa to dopolnjevali spomini in subjektivni pogledi. In tle zanimivo, da bolj ko so bili subjektivni, bolj ko so bili nekako osebni, tudi malo čudni, pa boljš so dopolnjevali to osnovno strukturo. Zato so bili sogovorniki, ki so si prizadevali za neko objektivno resnico, oziroma da bi neko splošnejšo resnico Radio Študent razlagali skozi svoj primer, skozi svoje obdobje. Ampak ta prave za to sliko časa, če sem jaz prav razumel prej, za to monografijo, so pa ravno te zelo osebne štorije, kako sem prišel, kaj sem tam počel, koga sem tam srečal, kdo je bil urednik, kakšen je bil studio, kako je bilo vse partizansko, pa kakšni so bili odmevi in tako dalje. In dejansko jaz si nisem predstavljal, da je to mogoče, ker sta dečka naumila, sestavila, izumila in dobila vse te ljudi, samo nekateri danes ni več. In jaz bi predlagal še kakšno rekonstrukcijo, predem še mnogih ne bo več. Ja, to je ena od značilnosti tudi etnografskega dela, s katerim se vedno soočamo. Če sem dobro razumel, je ena zadeva tiste, kar se je zgodilo maja, s prvim programom, nekaj popolnoma drugega, pa ko se je začel stalni program oktobra. Skratka, vmes je prišlo do evolucije, oziroma do nekega predsejšnjega reza. To vem, ampak govorimo o tem, da se je program, ko se je začel redno potem izvajati, je bil malo manj polikan, če sem sprav razumel. Je še takrat začel na tolikih frontah, da bi bilo mogoče to dobro raziskati na kolik tih. Pojem iz Amerike je Top 40 radio, AM radio. Seveda, tam je bil Kislih v 8. štuku, s copati je nosil single dol, in ta segment je bil, recimo, AM Radio Študent. So bili pa dečki, ki smo se zbrali v okolj in oddaje top albumov, enkrat so bili dragocenost. Ni bila to seveda niti nobena komercialna lestvica, to je bila lestvica pravzaprav novitet. Zamišljali smo si tudi, da bi uvedli neko glasovanje, pa je bilo to zelo komplicirano. Ampak vsak od teh, ki so prišli z enim ali pa z dvema albumoma, zelo tako so gledali, da ne bi ga kdo napadal, ko je to odpravil, je predlagal 2 komada za top album.
15 se je kar nabral nekih teh. No in to je bil pa že FM radio, to je bila pa albumska glasba. Potem se tle pojavil nek inredni termin in to se je pol seveda spreminjalo, nismo več vsakič posebej posneli, ampak smo posneli cel album, da se je pol odvela zadevo čez glasbeno uredništvo, je pa to furalo stalni termin. Pa se pa pojavil tega nek Damjan Mausec, še en naš kolega. In je začel furati Top X, ne? Z vsemi tistimi klamfarijami, duhovitostmi. Zakaj ima pa ta baba noge na X? Ker posluša Top X, Radia Študent. In štorije, ki so danes legendarne, ki so se snemale in presnemavale in obstajajo te zbirke, verjetno tudi v številnih zasebnih arhivih. Nekaj smo jih tudi uspeli digitalizirati. Skratka, da se kar spontano dela. Zdaj, ob tem pa še vse te govorne vsebine. Zdaj, če bi bilo to, recimo, to glasbeno zavedje, pa nove plošče, ki so jih ljudje, ki so jih prinašali čez mejo ali pa naročali, nosili, posebej zato, ker so jih dali za posnet samo Radio Študent, ne tudi Radio Ljubljana, ki je celo plačeval tudi za te presnetke. Skratka, na mnogih, če se vrnem k vprašanju, na mnogih področjih, na vseh teh družbenih, kulturnih, univerzitetnih, glasba je pa tisto pogon, tisto govorilo, tisto jedro, ki je in seveda diferencija specifika ker takrat to je v glasbi so bile razlike svetlobne leta. Med tem, ker je se vrtilo na Radio Študent z vseh področij takrat in republikansko štajajo lokalci in regionalci. No, včasih imamo vtis, da je še vedno tako, mogoče Tomaž, glede na to, da si mogoče za malenkost več kot 8 let na radiju. Koliko revolucij si pa ti doživel? Ker jaz vem, da na radiju se dogajajo te revolucije, predvsem v glasbenih redakcijah, pri tem pogledu na glasbo nekega trenutka. Mogoče pa jih nekje vmes med tistimi 5 leti, ki ste jih vi omenjali, pa 15, ki sem jih jaz omenjal. Tudi ampak na 8 let pa se zagotovo zgodi. Me zanima, koliko si jih ti doživel pri tem produkcijskem pogledu. Če bi prav glasbenih revolucij, tehnikov gotovo več. Radio v smislu neke te glasbe, na katere se nekako sredotoča bolj intenzivno v določenih obdobjih spreminja, pa ne bi rekel evolvira, ampak pač spreminja. Vse vedno nekako zbirka trenutno sestave nekak, oziroma najbolj aktivnih članov glasbene redakcije, na zadnji samega glasbenega urednika. To zmenjava vsakega glasbenega urednika pride do meni revolucije. In pride tudi do, recimo temu, nekih teh notranjih. Mislim, Radio Študent je v vsakem primeru, vsaj kar se tiče razprave, visoko demokratično inštitucija, v kateri tudi danes tisti, ki se imajo za pripadnika te inštitucije, se ne držijo nazaj, ko jih mislijo, ne treba kaj povedati. Polno pa malo bolj provokativno vprašanje. A obstaja danes na Radio Študent težnja potem, da se naredijo takšne oddaje, kot so Zvoki sveta, pa kako se že družen imenovali še bolj adekvatne zvočne raziskave, ne?
pa da obstajajo različne oddaje. Dajmo reči nekaj zvokih sveta pa zvočnih raziskav, da vidimo, o čem govorimo. Ne? To je bilo zapravi, po mojem mnenju, eno večjih presenečen, koliko jaz poznam eno delo. Ja, ne, da bi bil presenečen, spet si vsaka stvar čist nekaj, tako, na nekaj nam je zanimivo in tisto se lotno, Sadan Panovski, smo najdeli tako eno mapo, dosti je Sadan Panovski, so bila neka pisma in pol, tu je zdaj, evo, tu je zanimivo, zdaj tu pa nismo več bili v knjigi, vsi gre pot druga, mi nisto bilo tukaj, kaj sva pa gledala, mislim, da tam lih ta 70-ta nekje, ja, sva nekaj pregledavala glasbeno redakcijo in so bile, eni so bile notrene take čudne risbe, pa hexagram, pa on production, pa da bi se zdaj bil tako zanimivo, pa smo videli, da sva naletela na kejčejanstvo na slovenski. Ne, gledaj, če pesem, sam da dopolnim, ker se v fonoteki so pa naredili nekaj CD, pa še veliko posnetke. In tle je v bistvu prišlo do tega dosti zanimljivo, meni bilo to, recimo, da je bilo tako zanimivo, ko smo imeli pol naenkrat ta posnetek, recimo, pa smo imeli, kako je Dušan pregovoril v arhivu, smo naredili, recimo, šločno tega dneva kompozicijo, to so bile radijsko dati kompozicije, se pravi kompozicijska schema, ne? Pa smo imeli pa v bistvu še Dušana, pa Slobodana, pa Bora, torej, se pravi vse tri avtorje, ne? Zdaj, tako malo, tako ko imaš pa pol to, ne, ko se z vsem imenaš, pa ti zgledaš, pa ti poslušaš, se nam je zdaj tako, da si bi, kaj bi rekel, no, kvalitativno boljša izkušnja, se pravi, dosti lažje si vsak tudi, recimo, predstavlja, kako je zdaj mogoče to zgleda. Veliko bolj, kot če bi imel samo enega od teh treh delov, ja. No, pa smo to začeli popati, pa malo semen, pa poslušati in pa smo naredili eno oddajo, to je bilo pa to je spet ten pravesen dan in to mislim, da je bilo cirkulacija, ne? Je bilo živo iz tam iz Tobačne, no? Smo se dobili in smo se merili in poslušali, no? Intervjujem tam te oddaje in tudi druga dela, ker tle recimo se, meni je bilo to fascinantno, no? Nisem recimo tega prej vedel, da imel. To so te fronte, o katerih je prej govoril Dušan, da je bil radio študent, recimo tudi na polju, recimo, mislim, da se temu danes reče sodobna eksperimentalna glasba, recimo. Elektroakustična, da je tukaj bil v bistvu tudi, kaj da rečem, pionir. In v smislu produkcije in v smislu mozganja, kaj to je. To so zelo veliko teh stvari dela, da vemo v smislu terenskih snemanj, pa teh mešen, pa levo, pa na desen, pa on, pa to. To so res dosti tak fascinantna stvar. Recimo tega, jaz nisem prevedel, da je to bilo, kaj smo tudi tako naradili, dok se nisem s tem tako srečal neposredno, pa greš v to malo, ne vem, globlje, pa ko se s tem recimo malo več ukvarjaš, pa se pol pač spet veliko novih polj, recimo, ne vem, da je bil v Beogradu studio, tako so bili 3 Evropija in Sint 100 zgodba tega sintesazerja, ko je spet neka hecna zgodba, zakaj je ona angliška tvrtka to prepelala, da je imela tle interes, pa en lik tam študiral, pa se to nekaj naredi. Tako, ne vem, pač zelo široko. To pa tudi to hkrati po pol tudi pride to, kako bi temu rekel, ne, britki priokus sedanjosti, da ljudje, ko danes mislijo, da se ne vem kaj novega zmozgali, da ne vem kaj raziskujejo, ne vejo, da je dosti ti to tukaj v bistvu že naredili, da je to tukaj že delal, sam oni jih ne poznajo in v bistvu, no, pa jih ne poznajo. Ne, vse te produkcije na Radio Študent ogromno, tudi danes, ne? Se v bistvu ta predstavitev teh dveh oddaj in tega je potekala, če se pravi, jaz spomnim v okviru platforme Radio, ki je nek poskus Radio Študent, da se obvesti na neko polje, če danes je zverjanje, takrat, ko ste se vi s tem ukvarjali, tega sploh še ni bilo, ampak danes temu nekako po Sloveniji rečemo intermedijska umetnost. In z nekim odprtim pozivom, tudi samo identifikacijo umetnikov, nekako poskušamo omogočiti tudi uporabo radijskega medija v sodobne umetniške namene, kakršnikoli že da to so. In v okviru same te platforme delujemo tudi v mreži Radia FM, ki je neka mreža
radijskih postaj, tako FM kot samo internetnih, ki nekako prav delujejo v smeri raziskovanja radijskega medija kot umetniškega sredstva. Zdaj pa pridemo do ključne sklepne poante. Če se hočete vključiti, zdaj bo kmalu zadnji trenutek, zato jaz namreč nimam več pretirano dosti munice, čeprav bi se v raznih podrobnostih še pogovarjali jutri zjutraj. Ampak tisto, kar se meni zdi izjemno pomembno, je, da v etnografskem delu največkrat pridemo do tega, da povemo neko zgodbo, ki jo rekonstruiramo skupaj z akterije. Redko gre, kar to zgodbo usmerimo pravzaprav v prihodnost oziroma v nekaj, kar naj bi šele nastalo. Vajna zamisel muzeja Radio Študent oziroma še enkrat bo moral tole prebrati, ker sem očitno jaz verjetno se zatipkal pri prepisovanju Muzeološko-tehničnega laboratorija Radio Študent, je te vrste, da se mi zdi, da danes še mogoče celo v tem času, ko se nam zdi, da se vsa tehnika tega sveta skriva v računalniku, v eni tej napravi, in da za njo lahko naredimo dobesedno vse, kaže zelo velika potreba potem, da enostavno pokažeš na prakse, ki so najbolj elementarne, pa še na nek način živijo. Jaz bom mogoče malo provokativno rekel, da je Radio Študent že v sedanjem načinu delovanja je bolj ali manj živi muzej. Ta živost ni negativna, da ne bo kakšne pomote, in tudi ni mišljena kot kritika, ampak nasprotno, kot neka zelo pozitivna, kolektivna, tako rekoč, izkušnja sodobnega časa. Ampak tale muzejska predstavitev, oziroma prav muzeološki vidik povezovanja preteklih ustvarjalnih izkušenj z današnjimi, se mi pa zdi zelo pomembna v celoti. Tako da bi vaju najprej vprašal, kako vidi ta prihodnost, oziroma kaj naj bi tale zadeva iz tega virtualnega sveta, zdaj sveta računalnik je že zdavnaj zaspal, ker nihče več podrezal, kako vidita to nadaljevanje te zgodbe, ker meni se zdi izjemno perspektivno. Ja, najprej mora nova ta služba IT še tam nekaj zrihtati, da bo najprej nova spletna stran. Ta prvi, pa se zdaj so nekako, ko so časi ugodni, ko pridajo te jubileji, okrogle obletnice, se ljudje tudi malo bolj zganejo, imamo zdaj plan, da se malo bolj resno smo začeli dogovarjati o tem, da bi v 8, ki se pravi v bloku 8, da bi dobili ta prostor, kjer je bil noter izvorno studio in da bi tam za začetek mogoče restaurirali to mizo, pa postavili tam not, pa si pridobili ta prostor, kjer bi lahko pol nadalje razvijali to zgodbo muzeja in predstavljali tam te neke muzejske prakse. Zdaj ne vem, dolgoročno pa res mogoče bi vlak nek tak muzej čist. To pomeni, da zamisel muzeja je že tudi prostorsko. Prostorsko, da bi bilo 8 neki z enega obdobja, naprimer, z tistega, ko so ga najbolj doterali, rečemo leta 78, ko je bilo vse na vrhuncu, ne vem, tu tretje. Mogoče, tu je čisto tako zdaj hipotetično, da najdeš eno obdobje, je bolj tam nekje, tudi so že mogoče Atari računalniki, da imaš en tak laboratorij, v katerem mogoče še objaveš to obdobje prvih kompjuterjev, naprimer, in da imaš eno tako stvar, v kateri prvič lahko predstaviš to in novim sodelavcem radija, tistim, ki jih zanima, in da je to funkcionalna stvar, da se tudi ti mogoče bodoči radici naučijo tudi čisto. Jaz mislim, da je tudi za študente izjemno pomembno, da ima nek takšen laboratorij, tako rekoč živi muzejski laboratorij, zdaj je kar vsaka spodobna univerza ima tudi svoj muzej na tem svetu in zakaj ne bi Ljubljanska univerza pravzaprav pokazala tistega najboljšega, kar ima, če se nobena druga univerza nima, govorimo o Radio Študent v tem smislu. Ima pa še eno drugo vprašanje
ne vem, to boste vsi štiri morda približno vedeli, kaj se je pa s Šoltom zgodilo. Šolt še obstaja na tistem mestu, ker jaz vem, da Šolt je bil izjemno pomemben v 70-ih letih, ne, kot organizacija za razvoj in na nek način tudi propagiranje oziroma izvajanje vsega tistega, kar je bila starejša dediščina, tudi konc koncev tistega, kar je bil Radio Kričač, kot ena zelo posebna zadeva, ker Radio Študent nima teh neposrednih povezav s tem, razen v tehničnem smislu iznajdljivosti, ne, ki je bila takrat. Šolt v glavnem bi po mojem moral biti od partnerjev v eni take zadeve. Zavod, trenutno je to zavod, mislim, da je včasih društvo, študentsko ljudska tehnika. Obstaja, deluje, v bistvu se je, koliko jaz razumem, v 90-ih letih nekako transformiral predvsem v ponujanje tečaja, v glavnem skoncentrirano na jezikovne, res tudi da za vožne bančenje, vožne banke teči. Je dokaj ugodno statusno pravno zavarovanje, ker študentska organizacija Univerze Radio Študent. In ne nazadnje tudi hrani, še naprej hrani tudi prvi štempel Radio Študent, ki je nekako najprej bil pod Šolt. Za 40 let smo nekaj. Prvega viza pa niste pri njih našli? Sem govoril jaz prnest. Nismo razpravili. Tako je. Kaj smo pobrali po moje, lahko zdaj čuvam. Glede, ta miza, o kateri je govor, to ni prva miza, to je tretja miza. Tretja, iskrena miza. Šturom bi z veselem sodeloval prvi. Vse nismo ugovorili, sem je zbolel, pa ni prišel prvo srečanje, smo že imeli plan. Sicer pa bi smel nadaljevati, mi smo delač od mnogo leta, jaz bi imel ene čist konkretne želje tudi od kolegov in v okviru teh prihodnih ambicij in načrtov. In sicer, jaz sem pripričan, da je še ogromno materijala iz rečemo, prvega desetletja podajanja Radio Študent na tistih trakovih, ki so se vrtili včasih na dvosteznih, štirsteznih, magnetofonih, na hitrostih 4,75, 9,5 in da je teh dragocenosti folk, da če bi obstajal en analogno studio, kako bi danes temu rekli, z napravami, na katerih bi lahko to poslušali, selekcionirali, identificirali, prepoznali, dobili tudi sogovornike, ki so mogoče sodelovali, vejo o teh stvarih, teh oddajah, teh programih. To je pri poslušalcih, sam vem, da to obstaja, ker so si snemali te programe. To bi bil kar en permanentno delo in mislim, da bi se lahko tudi današnji sodobni Radio Študent iz teh materialov obogatil svoj program vsaj v enem delčku in držal stik s preteklostjo, razen takole kot danes. Pa smo pri dediščini, ne? Se trudil, da ne bi te besede izrekel do konca. Leto kulturne dediščine je namreč leto 2018, na to verjetno moramo malo pritisniti kot na gumb. Skratka, če imate kakšne intervencije, kakšne vprašanje, bom zelo hvaležen.
vidim, da se je glavnina teh, ki jih najbolj zadeva, pravzaprav ta zadeva spravila daleč v ozadje. Ne boste nič uskočili. Jaz pa sem računal, kakorkoli. Med vami ste ta glavni člekači, pravzaprav. Dobro, jaz sem... No, jaz vprašala, če se učinki še te snimajo na reške? Seveda. Nastaje? Mislim, da se mogli bi se... Mislim, da dobro, da se spomnili, ja. Vse snimamo. Vse snimamo. Jih pa pogrešaš verjetno nove, a ne, kot poslušalka? Vsi moja. To je pa bila zelo, zelo dobra intervencija. Tam je mogoče en malo bolj aktualen povzel na znanje. Ja. Oziroma lahko s prve roke pojasnim, kako je s tem. Mislim, ja, dela se, snema se, ampak se tako, no, kakor so na večjih točkah tudi tam kolegi povedali, veliko je tega, ne vem, koliko imamo sploh džinglov, mislim, ne, še sploh je prišla oseba, kar ve, koliko jih imamo, mogoče je več kot 1500, mogoče tudi več. In vem, mojo se hitro zgubijo, novejše stvari. Kakšen zbriše spušije. Kakšen se zgubijo. Super, vse to delamo. Ok, pa bi jaz približno na tej točki končal z uradnimi vprašanji. Čisto na koncu bi vas še vprašal, kako si zamišljate Radio Študent čez 50 let? Koliko zdaj? Skratka na robu, ne? Ja, robu skale. Najbrž kakšne više frekvence mora bodo dali. 92,3. Mislim, ne vem, se mi vprašal za to revolucijo, ne? Pač koliko revolucije, ne? Pač se potem se malo koliko se bilo teh revolucije. Čisto je bila pravzaprav resna je bila sama ena, po kateri je Radio Študent že bil ustanovljen na 2 zavoda, da ste potem je že grozilo, da se bo z enim zavodom dogajale čudne reči, da bo program Radio Družice prenešen na Radio Televizija Študent kot zavod. Radio Študent je formalno obstajal samo kot pravna oseba. Akti od Radio Študent niso obstajali, so obstajali iz leta 1989, pisalo se je pa leta 2006. In je Radio Študent zadnja pravna oseba, ki je obstajala samo kot PO pravna oseba, ki je bila potem pretvorjena v zavod. Predtem je bil to še Cankarjev dom, pa Slovensko narodno gledališče v Mariboru, pa par podobnih inštitucij. Ampak zame je to najpomembna revolucija, nekaj največja zmaga ta, da je Radio Študent preživel lastnije, ne vlastnije, čeprav bi se po vseh zakonih legalno moral vlastniti. Zato se jaz čez 50 let Radio Študent čez me predstavljam kot ne vlastnije. Jaz mislim, da je to zelo dobra končnica. Ja. Hvala.